Juhu, jaz pa imam srečo. Tole je moja tretja pot v Lizbono v zadnjem letu in trikrat imam dež, tako da se bomo morali malo znati, malo improvizirati, pa uporabiti posnetke, ki so bili narejeni v lepem vremenu. Ampak nič od tega ni pomembno. Tole za mano je Kia EV2, eden najboljših novih majhnih električnih avtov nasploh. Vem, kar drzna trditev, sploh glede na to, da se z avtom družim šele kakšno uro in sem prevozil samo 70 km, ampak ja, EV2 je eden najbolj zanimivih novih malčkov. Malček, ja, naj vas ta ostra in visoka podoba ne zavede. Kia EV2 je v bistvu dolga samo 4 metre pa 6 cm, to je približno toliko več kot Dongfeng Box in približno toliko manj kot Renault 4 oziroma Katarca. Če vprašate mene, je EV2 super že zaradi izgleda, ker deluje precej nastopaško in na parkingu sploh ne majhno. Te sprednje luči pokončne so mi v bistvu zelo všeč, pa precej samosvoj je tudi zadek. Pravzaprav izgleda ta avto kot ena zazipana oziroma pomanjšana različica velike Kie EV9. No in ta visoka podoba pomeni, da je znotraj kar veliko prostora. Poskusimo najprej tukaj zadaj, ker ima res veliko prostora. Tole je sprednji sedež nastavljen zame. Ok, jaz mogoče nisem najboljša referenca, ker sem podpovprečno visok, ampak prostora za kolena več kot dovolj. Pravzaprav ga je dovolj tudi, če vzdolžno klop pomaknem naprej, evo, čist naprej, pa ga imam še vedno. No, v tem primeru, ko je klop povsem naprej, je tamle zadaj v prtljažniku 362 litrov prostora in ustrezno manj seveda, kadar je klop nazaj. Je pa v bistvu ta prilagodljivost zelo dobrodošla, predvsem se mi zdi pa zanimiva ideja tudi to, da lahko izbirate med dvema različnima vrstama zadnje klopi, ali sta tukaj dva sedeža oziroma klasična klop s 3 sedeži, torej za 4 potnike ali pa za 5. V takšnem majhnem avtu bi jaz imel kar to različico s 4 sedeži. Eden od razlogov, zakaj sem bil nad tem avtom takoj navdušen, je seveda tale notranjost. Imam občutek, da marsikdo na koncu kupi večji avtomobil, kot je najprej mislil, ker se znotraj v večjem počuti bolje, to pa predvsem zaradi boljših materialov. Imamo doma na testu ravno kar Kia EV4 in dobro se spomnim tudi še večje Kia EV6, zato lahko takoj povem, da so tukaj materiali v bistvu na enakem nivoju. Spet huda trditev, vem, ampak je okolje res prijetno, stikala so super na otip, vse skupaj je mehko in fajn, tudi škripa nič ne. Evo, sem lahko v bistvu precej nasilen, hočem reči, vi sigurno ne boste tresli in rukali svojega avta tako močno, pa kljub temu nič ne zaškripa. Obenem je tudi odlagališč veliko, praktičnosti ne morem zameriti absolutno nič. Mogoče je za vas celo še bolj pomembno to, da se tukaj med vožnjo počutim, kot da vozim večji avtomobil. Pa ne zato, ker EV2 ne bi bil dovolj mestno ukreten, sploh ne zato, predvsem zato, ker je položaj ravno toliko višji, da imam občutek superiornosti, ki ga v križancih itak hočete imeti vsi. Preden začnem naštevati kataloške podatke, ki si jih sicer lahko preberete tudi sami, ampak jih bom vseeno, mogoče beseda o tem, kako se EV2 pelje. Res je, proizvajalci znajo na teh mednarodnih premierah izbrati lokacije, kjer so ceste res fine, temperature pa zelo prijetne, kar je pri električnih avtih v bistvu še kako pomembno, no pa se jim je tokrat vseeno malo zataknilo in vsaj vreme oziroma temperature niso najboljše, pa moram kljub temu povedati, da se EV2 pelje zelo dobro. Krmiljenje je prav lepo nastavljeno, podvozje je malenkost bolj čvrsto, ampak ne pretresa in ne poskakuje, celo malo dinamičen se mi zdi avtomobil, pomaga pa tudi pri udobju, da so sedeži precej mehki. No, prej sem se potepal po centru Lizbone in niti pri okretnosti nimam nobenih pomislekov, je EV2 čist fin tudi na parkingih. Pogon je druga stvar, ki me je takoj prepričala. 2 bateriji sta na voljo, manjša ima 42, večja pa 61 kWh, kar pomeni, da po velikosti oziroma po dosegu prekaša vse svoje tekmece. Katarca ima ta veliko baterijo, okrog 10 kWh manjšo, tudi električni C3 Aircross ima v bistvu manjšo baterijo in zato je za vse tiste, ki bi radi imeli majhen, okreten električni avtomobil, pa vas vseeno skrbi doseg, tole dejansko najboljša opcija. Baterija se do 80% napolni v pol ure in je pri tem povsem primerljiva z ostalo konkurenco, z največ 120 kW se polni, osnovni polnilnik je pa 11 kW, kar je v bistvu super, opcijsko si lahko umislite pa celo 22 kW. To pride prav, kadar boste velikokrat na sestankih v mestu in bi radi po kakšni urci že napolnili tretjino baterije.
Pogon je seveda na sprednji par koles, motor ima 108 kW moči in se mi zdi tudi dovolj živahen, gotovo je pa pomemben tudi podatek o sami porabi. Čeprav se tukaj peljem večinoma izven avtocest po lepih, zavitih, ne preveč hribovitih cestah, moram reči, da je poraba precej super. 14 kWh imam trenutno in če bo pri nas na testu malenkost večja, bo to krasen rezultat. Sem našel še en model, tajna sreča pod streho, čeprav zdaj pa sonček zunaj. Tole je Kia Seltos in sicer že druga generacija, čeprav prve najbrž ne poznate, ker se sploh ni prodajala v Evropi, ampak samo na azijskih trgih. Tole je avtomobil z dolžino 4,43 m, kar pomeni, da je skoraj identično dolg kot Kia Niro oziroma 11 cm krajši od aktualnega Sportigea. Je pa res, da bo Sportige v novi generaciji še zrastel, zato so v bistvu potrebovali en dodaten model. Vidim kar nekaj oblikovnih podobnosti z malim EV2, recimo te pokončne luči, pa taka škatlasta oblika, mora biti pa tukaj maska seveda drugačna, ker je spodaj klasičen bencinski motor, ki se mora hladiti. Motor 1,6 litrski turbobencinar s 180 konjički, pogon na sprednji kolesi ali pa na vsa 4, v osnovnih opremah bo menjalnik ročni, lahko pa seveda tudi samodejni. Takšen bo pri nas na voljo junija, malo kasneje pa pride še hibridna različica, tudi tam bo lahko pogon na vsa 4 kolesa, pri čemer ne bo pogon mehanski, ampak bo v zadnji kolesi pravzaprav poganjal elektromotor. Prtljažnik 536 litrov. Evo, takšen je pa znotraj, tudi tukaj vidim kar nekaj podobnosti z malim EV2, recimo ti zasloni, pa nasploh infotainment je v bistvu identičen, pa zelo veliko je tudi tukaj odlagalnih mest. To je zaenkrat to, zdaj se grem pa jaz posušiti.